pozdravljeni v novi kroniki tedna. Če ste se v teh dneh peljali od Rateč v Planico, ste zagotovo opazili novo investicijo. Delavci namreč delajo nov most. To je bil most, ki je že 30 let bil želja kranjskogorskega in tudi rateškega turizma. Bil je narejen za namen prehoda tekačev, tako rekreativnih kot tudi za tekmovalne namene, za povezavo Planice pa proti Ratečem, se pravi Kranjske gore, Planice in Rateč, naprej proti italijanski strani. Širine je, mislim, da 6 metrov, višine je pač po normah, ki pač narekujejo taki objekti na cestah, in mislim, da je višina 4,50 metra, tako da lahko pod njemu vozijo čisto vsa vozila, tako posebni prevozi in vse, razen kakšnih specialnih. Tako da Planica bo s tem dobila resen objekt, ki jo bo povezal tudi za svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah 2023, kjer bo čez ta most potekala proga za te daljše discipline v teku. Turistično društvo Kranjska Gora letos praznuje 115-letnico delovanja. Začetki društva segajo v leto 1904, ko je bilo na pobudo doktorja Tičarja ustanovljeno Letoviško društvo Kranjska Gora, predhodnik turističnega društva, katerega namen je bila ureditev kraja in približanje naravnih lepot ter znamenitosti tujcem. Turistično društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, v katerega se lahko vključi lokalno prebivalstvo, ki si želi aktivno soustvarjati turistično ponudbo in lokalno ponudbo na območju Loga, Kranjske Gore in Podkorena. Skozi stoletje je turistično društvo prešlo skozi različna turbulentna in tudi bolj umirjena obdobja, vendar se je zaradi predanosti predsednikov in drugih aktivno delujočih posameznikov uspelo obdržati in zato lahko letos praznuje častitljivo obletnico. V društvu se zavedajo, da je za uspešno delovanje v naslednjih letih treba angažirati mladino, da se bo vključevala v turistične dejavnosti, zato pozdravljajo tudi povezovanje z osnovno šolo Josipa Vandota Kranjska Gora. Poleg uspešnega organiziranja tradicionalnih kulturnih in športno-rekreativnih prireditev pa je glavni letošnji projekt, v katerega so se vključili člani društva, urejanje degradiranega območja v Kranjski Gori ter pomoč pri urejanju razširjenega in posodobljenega golf igrišča v Kranjski Gori. Zato so v sodelovanju z golf klubom, ki letos praznuje 20-letnico, v petek pripravili poseben dogodek. Prioritetna naloga turističnega društva Kranjska Gora je, da skrbi za urejenost kraja in pa seveda za ucvetličenje, tako da smo se že lansko leto priključili ekipi članov golf kluba Kranjska Gora in izvedli kar nekaj čistilnih akcij na tem, po mojem mnenju, najbolj degradiranem območju v občini Kranjska Gora, in skupaj nam je uspelo z združenimi močmi res urediti to prelepo območje, nekako golf igrišče zliti skupaj z naravo. Člani turističnega društva smo uredili tudi 2 razgledni točki in pa seveda vpeli v to prelepo naravo tudi sprehajalno pot, ki povezuje po levi strani Pišnice in Save tudi vasi Martuljk, Log in pa seveda Kranjska Gora, kar se nam zdi izredno pomembno, kajti desna stran je pokrita s kolesarsko stezo, leva stran pa bi bila namenjena predvsem pešcem, sprehajalcem in pa ljubiteljem lepe narave. Tudi in predvsem zaradi tega, ker so že naši predhodniki pred davnimi 115 leti prepoznali to dolino kot en lep tak turistični naravni potencial.
člani prostovoljno skrbimo za urejanje okolice in še naprej se bomo trudili, kajti v vseh smernicah svetovnega turizma je turistična ponudba, ki je vpeta v prelepo naravno okolje in pa preživljanje prostega časa v tej prekrasni naravi, je pač cilj in strategija vseh turističnih delavcev in sledimo tudi butični destinaciji Kranjska Gora 365 dni na leto. Lepo je za domačine, ker živijo v prelepi okolici, lepo je za vse obiskovalce, ki nas obiščejo in pa seveda naš prioritetni cilj je čuvanje tega naravnega bogatstva, ki so nam ga zaupali naši predhodniki in prav je, da sledimo temu. Razširjeno golf igrišče je seveda lepa pridobitev za Zgornjesavsko dolino. Absolutno je to pridobitev ne samo za dolino, bom rekel tudi za celoten slovenski turizem, konec koncev Kranjska Gora kot po svoje že turistična destinacija je to potrebovala. Zdaj smo to izpolnili, golf klub svojo obljubo s pomočjo občine, vseh deležnikov smo naredili v enem letu veliko delo in smo ponosni na to. Ni bilo enostavno, mi smo, kot sem že prej na tiskovni konferenci omenil, prva točka našega statuta je izgradnja golf igrišča in bom rekel, 18 let smo se borili, da smo te papirje dobili, tako da smo zdaj to lahko izvedli. V bistvu standard golf igrišča je pravega golf igrišča najmanj 9 lukenj. Na tem igrišču to bo uradno ocenjeno igrišče strani Evropske golf zveze, na njemu se bodo lahko igrali turnirji. Če pa ni 9 lukenj, je pa pač to neko igrišče namenjeno bolj za treninge in tako naprej. Bravo! Ja, tisti, ki je prej župan rekel, tukaj smo zdaj mi, to je sicer Razlik športna unija, tukaj je bil Porentodon, če se spomnite, točno zdaj tukaj nekje stojimo, je bila neka zelenica, od tukaj naprej desno, pa do Pišnice je bilo pa smetišče številka 1. Isto je bilo smetišče številka 1 na stran Pišnice. Smetišče številka 2 smo pa zdaj sanirali, to je pa pač v smeri proti Logu, desno od Sotočja Save in Pišnice. To je pot v sklopu gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano za golf igrišče, vključuje tudi sprehajalno pot. V delu je to gozdna pot, v delu sprehajalna pot in tudi režim, ki ga bomo uvedli, bo tak, da so lahko sprehajalci in golfisti obenem. Prenovljenega in razširjenega golf igrišča je vesel tudi kranjskogorski župan. Ja, vsekakor, posebej zato, ker smo iz degradiranega območja v bistvu naredili zelo lepo stvar za naše konce in če je kaj trajnostnega v tej zgodbi, recimo zadnjih nekaj let, je v Kranjski Gori sigurno trajnost in tale golf, ga danes odpiramo. Postopki so bili res dolgi, tukaj se moramo zahvaliti predvsem entuzijastom, ki so začeli pred 20 leti z prejšnjim županom Kotnikom na čelu, pa seveda golf klubom, ki je verjel v to. Ja, vsekakor, pač verjetno tudi zaradi slabih izkušenj, drugje se težko dajo prepričati, da res hočeš narediti nekaj dobrega in jaz verjamem, da bojo tukaj v Kranjski Gori vsi bojo prišli to pogledati, ki bojo videli, da je res iz te najhujš degradirane cone ratala tako lepa zelenica oziroma golf igrišče tukaj pod Špikom, da bo vsak navdušen. Ja, res je. Mislim, da razvoja turizma se brez novosti ne moramo niti predstavljati in v Kranjski Gori temu sledimo. Vsako leto nekaj manjšega večjega, med večjimi mogoče lahko omenim most med Ratičem in pa Planico, ki povezuje zdaj tekaški center dejansko v eno področje. Obnova jezera Jasna in pa seveda danes tukaj ob 20-letnici golf igrišča, otvoritev novega golf igrišča z 9 luknjami. Ni samo igrišče, lahko govorimo o nečem širšem, to pa je nov produkt, ki ga Kranjska Gora do zdaj ni imela, saj ne v meri, ki bi ga lahko tudi prodali in to je v bistvu
golf. Obeti za sezono so dobri. Moram reči, da ne glede na slabe vremenske razmere, ki so bile v prvih 5 mesecih, ne spomnim, da je maja 3-krat, 4-krat celo snežilo, so obeti tudi za naprej dobri in zaenkrat smo zadovoljni. Golf igrišče je pa samo še ena dodana vrednost. Za dobro vzdušje so poskrbeli Zgornjesavci. Društvo Triglavski zvonovi je preteklo nedeljo 2. junija v dvorani Aljaževega prosvetnega doma na Dovjem pripravilo tradicionalni letni koncert. Naslovili so ga Zejmo pa Ano zapejli. Triglavski zvonovi smo pred časom razmišljali o tem, kaj posebnega bi naredili za letošnji zaključni letni koncert. Letos gre v bistvu že za 20. tradicionalni letni koncert Triglavskih zvonov. Čisto po naključju nam je pod roke prišla knjižica domačina Franceta Voge, in sicer Spomini na Dovje. Iz knjige smo dobili nekaj navdiha in konkretne besede tudi za današnji dogodek. Tako smo obudili 4 običaje, in sicer večer na rovtih, večer na vasi oziroma petje na vasi, priprave na štelango in pa vasovanje. Vse te običaje smo nekako živili in povezali v celovečerni koncert. Namen pa je bil seveda obuditev starih običajev. Triglavski zvonovi smo tudi to leto imeli precej polno s samimi gostovanji, samimi nastopi in dogodki. Letos smo tradicionalno začeli s koledovanjem, in sicer po vseh okoliških krajih v naši občini, nadaljevali z nastopom na reviji pevskih zborov na Slovenskem Javorniku. Sredi maja, pa smo gostovali na 21. zvonarjadi, to je srečanju pevskih zborov z besedo zvon v imenu, in sicer so bili letošnji gostitelji pevski zbor Zvon iz Šentvida pri Lukovici. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, še eno povabilo. Kranjska Gora je s pridružitvijo iHelp projektu postala srcu prijazna občina. V sklopu tega projekta bodo 20. junija letos organizirali brezplačne delavnice varnosti in oživljanja z uporabo defibrilatorja. Prijave zbirajo na elektronski naslov mojca.mezek@kranjska-gora.eu do 17. junija. Prijavite se lahko na dopoldanski termin, ki bo potekal med 9. in 11. ali na popoldanski termin med 16. in 18. uro. Največje število udeležencev je 60 oseb. Ukolikor bo na eno od delavnic prijavljenih manj kot 10 udeležencev, bo delavnica združena z drugim terminom. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami, in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!